Danes začenjamo z novo oddajo našega programa Uro razmišljanja. Predno začnemo s prvim premišljevanjem, pa bi vam rad omenil, da smo dobili precej pošte, v kateri nam pišejo za prisotnost v našem programu ene zelo velike in znane osebnosti. Vsaj ene. Zato smo danes povabili v naš studio za današnji program doktorja Jureta Kozlovčiča, ki nam bo povedal nekatere življenjsko pomembne stvari. Dragi starši, tudi jaz sem dobil veliko pisem, v katerih mi zaskrbljene mame pišejo. Saj so zaskrbljene zaradi troške driske. Vendar, seveda, morate jemati svoje previdnosti, ker otročjeva driska umaže. Gospod Kozlovčič je pred kratkim napisal tudi knjigo z naslovom Mladina in njeni problemi, ki jo lahko dobite pri vratih našega Hladnikovega doma, v kateri podrobno razloži nekatere mladinske probleme. Sedaj pa prosimo doktorja, naj nam čisto na kratko razloži vsebino svoje knjige. Že v prvem poglavju govorimo, da je enem izmed največjih problemov današnje mladine. Govorili bomo zdaj malo o spolnosti. Bravo! Nekateri mislijo, da živijo srečno življenje, ker hodijo iz aventuro v aventuro. Toda jaz vam zagotavljam v imenu znanosti in medicine, da tista sensualna in čutna ženska, ki nas vabi v greh, ni nič manj kot Lucifer v ženski obleki. Jaz sem rekel Lucifer, Luzbel, Mefistofeles, Belzebu, Satan. Kakor sem že prej omenil, nekateri mislijo, da so srečni, ker hodijo iz aventure v aventuro, iz postelje v posteljo in ves dan za pocestnicami neumnimi ženskami. Tiste so najlažje. Pa, naslednji problem današnje mladine je samomor. Sprašujem se, zakaj se nekateri odločajo za samomor, ko pa imajo še celo življenje pred seboj? No, dragi fant ali dekle, zagotavljam ti, da se lahko izogneš samomoru, če pozabiš na probleme in živiš srečno življenje. Sicer pa nam bo omenjeni problem lepše razložil naslednji primer. Jaz sem bil nesrečen človek. Moje življenje je bilo žalostno. Imel sem probleme. Nisem vedel pri nobenem delu. Moja žena se je cel dan smerala. Moji otroci so mi zahtevali več časa. Do tistega trenutka, ko mi je en prijatelj posodil knjigo Mladina in njeni problemi, ki jo lahko dobite pri vratih našega Hladnikovega doma. Od tistega trenutka naprej se je moje življenje popolnoma spremenilo. Pustil sem probleme, pustil sem žalost, pustil sem del, pustil sem ženo, pustil sem otroke. Hvala lepa za tvoj prepričljivi primer. In končno, ko menjamo mladinske probleme,
ne moremo mimo mamil. Prošam vas in hočem, da me kdo odgovori. Jaz sem bil nesrečen. Ne! Kdo je tisti podli človek, ki prodaja mamila mladini? In kje jih prodaja? Pri vratih našega Kladnikovega doma. Prav lepo se zahvaljujemo doktorju Kozlovčiču, da nas je obiskal med današnjim programom. Seveda, naš program nima samo razmišljanja. Vsakdo izmed vas ima možnost sodelovati pri žrebanju odličnega, prekrasnega avtomobila Citroen model 80. Če le pišete na naš naslov. In prav sedaj bomo začeli z žrebanjem. Kot kaže, danes žrebanja ne bo, ker nas javni notar, to je escribano publico, ki navadno izžreba presrečnega dobitnika in skrbi, da vse poteka legalno, ne more priti, ker je še vedno v zaporu. Ampak ne razburjete se preveč. Čas, ki smo ga namenili žrebanju, bo nadomestil sijajni, preslavni pevec Peter Vinopivec, ki je prišel iz Slovenije. Kot kaže, danes tudi vinopivca ne bo, ker je pil preveč. Ker smo opazili, da smo izčrpali naš neizčrpni program, zaključujemo z našo tedensko oddajo Uro razmišljanja. Vidimo se pa čez 7 dni. Če Bog da, če policija izpusti našega javnega notarja iz zapora in če se vinopivec strezni. Z Bogom in najlepša hvala.